Ogenj nas lahko pogreje in nas obvaruje mraza, lahko pa povzroči eno najhujših nesreč, ki koga doleti. To, kar se je zgodilo družini Knez iz Belovega letošnjega 1. novembra, pa je prava družinska katastrofa. V dobri uri in pol so ostali brez kozolca in vsega, kar je bilo shranjeno pod njim. Ja, 1. novembra smo kot ponovadi zmeraj šli na grob. Šla smo k sveti Maš, ki je bila maša. Ko smo na pokopališču nahajali obred, smo šla z ženo te večji hčerki v Maribor, ki je bila po ta malo punco na počitnicah bila. Smo se pa vračala iz Maribora, smo bila nekje Štric Ljubečne, no. Smo pa dobila klic od sina, da doma gospodarsko poslabje gori. Pol se je tu malo umiril, je še enkrat klical ta-mal, kje so ključi. Jaz sem mu pač povedal, da so ključi v vseh strojih, da lahko začne, reševati, kaj je. Rekel je, da pač vse že gori, da vse gori. Na kar smo rekli, da naj se ahtaj, da ne bo prišli do kakšne nesreče, še hujše. Midva potem smo se prestavila z ženo, je žena peljala naprej avto. Smo bila pa nekje v Celju, me pa kliče sosed, tamle Mišo, prav Damjan, počas, nič ne hit, ne da se nič več reši, vse je v plamenih. Ko smo prišla pa na Sevce, smo pa že videla nad našo cerkvo, farno, Svetojedrc, smo pa videla že komplet zublje, ne, tako da. Ko smo prihitela domov, pač se ni dalo nič rešiti, ne. Nič, pač kolikor smo lahko, smo pomagali. Fantam, ko so bili tukajle ta prvi sosedi, Sotlarju, Matjaž je bil ta prvi, pa Dejan Sotlarju, pa gorle Funklu David, pa naša dva ta mala poba sta reševala, no, kolikor smo lahko pač rešili. Kombajn so stran odvlekli, potem smo ga še bolj stran potegnili, druga pa, kot vidite, je vse zgorelo, v traktorju, balirk, viličarju, vseh sekularjev, kosilnic, čistern, vrače, vse, nič nimamo, no, nobenih stvari. Verjetno je bilo pol še nekaj dni pravzaprav precej težko. Ali se bolečina stopnjuje? Ja, glejte, tisti adrenalin na začetku se mi zdi, da prve 2 dni smo pač, ko smo pospravljali, to je nekot huduje, ne, ko prideš iz hiše ven, pogledaš navzgor, ni več nič, plata prazna, tako da. Zdaj, ko se pa stvari malo umirjajo, pa se mi zdi, da bolj hudo, no, bolj človek si, podoživljaš pač te stvari, ko smo skupaj spravljali vseh 5 otrok plus žena, pa nimamo nič, tako da. Huduje, no. Gasilci so se kar nekaj ur, ne, borili s tem ognjem. Ja, gasilci so nekje do 1 ponoči, se mi zdi, da stvari so se dokaj umirile, sicer vžigali se je, ne, ker na kozolcu je bilo cirka 3000 kock sena, od spodaj je bilo pa 37 suhih bal, tako da. Seveda se je tu že pol naslednji dan, ko smo mi spravljali to stran, ko so prišli kriminalisti pa forenziki, so se stvari vžigale. Je tamle sosed, ki je vozil stran, se nisi sam bil, se jih je bilo 5-6 traktorjev stran vozil, se je prikolica vžgala, ko je gor vrgel, ne, ki je prišel kisik zraven sena, tako da. Stvar je taka, zelo nevarna bila, no, hvala Bogu, da se nobenem nič ni naredilo, da smo vsi zdravi. Sicer te večjega fanta so odpeljali v bolnico, ki se je monoksida najedel, a ne. Ta mali fant se je pa opekel, ko je v traktor šel, ker so bili odzunaj poslopja, ampak je bilo toliko vroče že, da se je vse topilo, ne. Precej ugibanja je bilo v naslednjih dneh okrog tega, kaj se je pravzaprav zgodilo.
Kratek stik so ugotovili na električni napeljavi nekje v srč kozolca, ne. Zato pa tudi ta prvi sosed, ki je priletel, ko je prišel iz doma, iz delavnice ven, je pogledal, je bil že cel kozolec v plameni, ne. Tu je dejansko ogenj zajel komplet cel gospodarski posjok. To je bilo vse gorelo naenkrat, ne. Tako da z tega vidika je bilo tudi hudo, ni se dalo. Mi smo imeli pozložen noter stvari, na zgornjem delu je bilo 38 kubikov drv, tako da ni se dalo nič praktično rešiti, no. Ni bilo mogoče. Sosedje so takoj priskočili? Ja, glejte, zdaj, kar se tiče sosedov, vsi so pomagali, ni enega, da ne bi, ne. Torej, še vaši občutki ob vsem tem, kar se vam je zgodilo? Težko je opisati, ker to bolj že si ne živiš. Prišli so od blizu in daleč, da ti vsaj majčkeno imaš enega, da se stisneš, da lahko ti stoji ob stran, ne. Ja, bilo je grozno. V bistvu prve dni sploh nismo bili čisto pri sebi, no, mislim, da noben, ker je to en tak velik šok za vsakega, da se ti nekaj po vseh letih, ko nekaj stvariš, tako da zruši v uri pa pol vse, ne. Niti ne znaš razmišljati, odreagiraš pač, kakor odreagiraš in... Gospodinje so kuhale, sosedi so pa, kateri so pač imeli prikolice pa traktorje, so odvažali stran stvari, pomagali. Nas je bilo, se mi zdi, da 38 ali celo 40, ne vem, mama napisan. Kako so otroci to prenesli? Ja, vsak na svoj način. So bili skozi zraven, skozi so sodelovali, pomagali. Zdaj pa naprej po šolah, službah, tako da pridejo pa, kakor je, tisti, ki jih ni več doma, ne. Saj zahvaliti se je hudo, ampak vsakem bi se rad zahvalil za prve pomoči, no. Zdaj nekaj bomo pač naprej mogli, da bomo. Civilna zaščita je že tisti večer pomagala, drug dan so prišli pa iz občine, pa iz komunale, tako da so pomagali zdaj, da pač s to papirno vojno, da rešimo, da bomo lahko začela naprej pač postavljati nov objekt. Upati je, da letošnja zgodnja zima in sneg ne bosta prekrižala načrtov družine Knez in da bodo v bližnji prihodnosti gospodarsko poslopje zgradili in stroje pospravili pod streho. 11. decembra pa v Termani Laško kulturna društva in posamezniki pripravljajo božični dobrodelni koncert, katerega izkupiček bo v celoti namenjen družini Knez. Pomagajmo.